Moje ime je Maruša. Moje ime je Sandra, sem inženirka kemijskega inženirstva. Najino zanimanje za kemijo se je začelo že zelo zgodaj, ko sva opazili, da vsako dogajanje v naravi se da popisati s kemijo. Spoznali sva se na faksu, kjer sva bili sošolki. Za poklic inženirja kemijskega inženirstva sva se odločila, ker med drugim inženir ustvarja, oblikuje, razvija nove materiale. Tudi sedaj se nahajamo v proizvodnji ofsetne gume, ki se uporablja v tiskarski industriji. Pomeni izdelki so lahko različni, naprimer različna tesnila, profili, transportni trakovi. In ne vključuje samo avtomobilskih gum, kot ponavadi mislimo. Delo je zelo dinamično, začne se v laboratoriju z raziskovalnim delom in se nadaljuje tudi v proizvodnji, kjer kemijski inženir prispeva k usmerjanju celotnega procesa. Poleg tega je pa družba vedno prijetna, saj smo navroslovci pomalo vštekani, a vedno zanimivi. Na fakulteti izvajamo 5 študijskih programov. Eden je interdisciplinaren, to je tehniška varnost, drugi so pa kemijsko obarvani, to je kemija, biokemija, kemijsko inženirstvo in kemijska tehnologija. Kdo pa se lahko vpiše na to fakulteto, kdo lahko postane kemik? Vpisujemo študente, ki so končali kot srednješolci z maturo ali z maturo in dodatnim maturitetnim predmetom, če gre tukaj za univerzitetne programe, oziroma za kemijsko tehnologijo, ki je visokošolski strokovni program, je dovolj poklicna matura. Kemija me veseli zaradi poskusov, ki jih pri njej opravljaš in pravzaprav dobivaš različne spojine, ki lahko potem pomagajo za kakšna zdravila. Zato sem se tudi odločil za ta študij. Jaz zdaj delam diplomo, potem grem naprej v tujino delati doktorat. Rad bi delal tudi samo v laboratoriju kot raziskovalec in odkrival različne substance oziroma spojine, ki bi bile mogoče potencialna zdravila za recimo raka ali pa za Alzheimerjevo bolezen ali pa za diabetes. Dobar dan, jaz sem iz Škotske. I came to Slovenia originally because I think it's a very place that doesn't get much credit, so I decided to come here and give it a try. And it's been a fantastic place, and I've been studying chemistry here now because I love chemistry and I see it every day, which is what initially got me interested in it. I can't see myself doing too much in the next 10 years, but I hope one day to do a PhD and hopefully we'll be doing research somewhere. Kakšna je pa v bistvu razlika med kemikom pa kemijskim inženirjem? Ja, dobro vprašanje. Zdaj, kemika ponavadi zanimajo bolj nekako osnovne reakcije med posameznimi spojinami, kemikalijami, medtem ko kemijskega inženirja pa nekako zanima, kako bi te osnovne kemikalije pretvoril v nekaj uporabnega, in potem, kar bi se potem dali tudi na trgu prodati. In kaj pravzaprav počnete vi tukaj na inštitutu Jožef Stefan? Zdaj, sam inštitut je precej velika organizacija, tako da tukaj se dogaja raziskave zelo različnih stvari, od teoretične fizike do recimo biologije in tako naprej. Zdaj, konkretno smo na odseku za elektronsko keramiko, kjer se pa v bistvu ukvarjamo z razvojem in pripravo keramike, ki je uporabna v najrazličnejših elektronskih aplikacijah. In kaj bi pa rekel, da je tisto, kar počne kemijski inženir tukaj? To, kar kemijski inženir tukaj počne, je v bistvu, da poskuša kontrolirati in izboljšati različne funkcionalne lastnosti materiala. Prej ste omenili, da je tle več teh ved. Kako se pa povezujejo med sabo? Ravno tukaj na področju materialov, na področju keramike je v bistvu povezovanje različnih ved ključnega pomena. Zato, ker na primer samo poznavanje samo kemije ni dovolj, da si ti sposoben potem na koncu priti do nekega uporabnega produkta, ampak moraš znati uporabljati tudi recimo elektroniko, fiziko.